Smo na pripravah za spletni prenos uprizoritve Rokova modrina. Kako je vama to delati? Je vama neki izziv zdaj se za kamero pripravljati neko stvar, ki ste jo prej delala za gledališče, za oder? Mislim, izziv seveda vedno je. Vsakič, ko neko predstavo, ki nekaj časa ne igraš, jo moraš obnoviti. Se pa seveda tukaj zdaj pojavlja to, da recimo za neko predstavo, kjer bi rabo mogoče 2 dni vaj, ali pa mogoče 3, je treba praktično cel teden vaditi, zato ker je treba narediti celotno koreografijo z kamerami, treba je vse kadre postaviti, kje, kaj, kako, ene stvari se spreminjajo, tako da v bistvu časovno vzame veliko več časa, zato da, ne vem, potem na streamu odigramo 2 predstavi, ne, se pravi, je res veliko več dela in časa vloženega, zato da odigramo 2 predstavi na spletu. Zraven je pa seveda še vedno to, s čemer se vsi v teatru zdaj soočamo, in to je, da ljudi, žive publike ni in da igramo sami pred sabo oziroma pred kamermani pa tehniki, in mislim, da je zadnji čas, da se gledališča odprejo. Vidimo, da se odpira marsikaj, in mislim, da je zadnji čas, da začnemo gledališče odpirati. Vse smo imeli že protokole za manj ljudi, za razdaljo in tako naprej, in sploh ne vidim, kje je problem, plus tega, da se zdaj prihaja toplo vreme, kar pomeni, da določena gledališča imajo možnosti imeti zunanji oder in igrati na prostem, recimo. Mislim, da so rešitve zelo pri roki, mislim, da je celotna, pa ne samo gledališka, tudi kar se tiče koncertov in tako naprej, uprizoritvenih, se pravi vseh nekih javnih dogodkov, da konstantno ponujamo neke rešitve in možnosti, ampak žal govorimo o prazno oziroma o steno, ker je tam moram reči, da ministrstvo v bistvu nima nikakršnega namena z nami komunicirati ali to odpirati, no. Jaz prav nič ne bi dodal temu. Imate drugače rada to predstavo? Mislim, ja, predstava je super, igrali smo jo velikokrat, radi jo igramo. Zdaj, seveda, kadar se prenaša, tako absolutno ni isti občutek, mislim, zanimivo je to, ko moraš vložiti bistveno več dela, kot da obnoviš predstavo za gledališko publiko, hkrati imaš pa ves čas ta nek občutek, mislim, da predstava zgublja, ne, seveda s prenosom velik del ene svoje kvalitete, ene svoje privlačnosti, no, ampak seveda jo radi igramo normalno. Zdaj uprizoritev govori o Roku Petroviču, ki je bil res nekaj posebnega in veliko pred svojim časom. Glede na to, da verjetno ste se zelo tudi v njega poglabljali, ko ste to predstavo pripravljali, kaj bi tako rekla, da je on vaju naučil? Zdaj, jaz ne vem, ti si bil še precej majhen, ne, ki je on smučil, jaz sem pa ga kar tako nekako dosti generacijsko doživljal, no, mislim, on je bil čist naš heroj, ne, takrat totalno, pa frajer, a veš, pa tako, pa mislim, tisti časi, vse oni, ki se jih spomnimo, no, tisti je bilo res tako ena taka vseslovenska evforija, no, ki je en fant tako res pojedel to svetovno smučanje, no. Zelo veliko stvari, no. Že Boštjan Videmšek, ki je napisal tekst, seveda z Matjažem Pograjcem, z režiserjem, sta se poglabljala zelo, delala velik research o Roku, praktično smo se pogovarjali s vsemi družinskimi člani še, ki so živi in tako naprej, tako da smo res veliko o njem zvedeli, kot smo že mislili, da poznamo od prej. Mislim, da je ena stvar, ki sem se jo, tako rečemo, naučil, je v bistvu to, kar se v bistvu še na nek način danes odraža, ne. Nekdo, ki ve, kaj hoče in ki je zelo sposoben in ki nikoli ni zadovoljen in hoče konstantno napredovati, ne, slej ko prej udari ob to povprečje okrog sebe, družbe, ki ga na nek način ne pusti, da bi v polnem sijaju bil nadpovprečen in za svetu, ne, ampak ga je treba potegniti dol in približati povprečju, ne. In to se je Roku dogajalo v bistvu skozi, ne, in to se je kasneje, če pogledamo v smučanju, tudi dogajalo še nekaterim, ne, ki so mogli iti na svojo pot popolnoma, da so lahko v polnosti v bistvu svoj potencial izkoristili. Mislim, tako lepo si povedal in tako v bistvu prav zajel si bistvo tega, kar smo počeli, no. Res se mi zdi odlično. Hvala, Matej. Joj. Nič, eno, kar je
odprite gledališča, odprite koncerte, odprite prizorišča. Mislim, da ne samo mi, ustvarjalci to potrebujemo, predvsem mislim, da to potrebuje publika in politika očitno ne, ampak vem, da boste prišli v teater, če se bodo odprli. Lahko še jaz? Pa dajte že odpreti ta gledališča, ste normalni ljudje, no, kaj vam je, smešni ste.